Pozdravljeni, dragi otroci! Zelo sem vesela, da ste z mano spet na kanalu Moj knjižni kotiček in danes sem za vas ponovno pripravila eno super pravljico. Joj, jaz se res opravičujem, da je tako razmetano. Joj, koga bi jaz prosila, da bi mi lahko pomagal urediti tele copate? Joj, morda vi veste, otroci, koga bi jaz poklicala? Kužka? Ne. Kuža mi ne bo mogel pomagati. Že vem. Tamle zadaj se skriva v tej beli hiški z rdečo streho. A veste, kdo je to? Poglejte jo. Muca copatarica. Ta mi bo zagotovo pomagala. Kaj ne? Mi boš pomagala? Seveda mi bo pomagala. Udobno se namestite, tako se bom tudi jaz in tale mucka, ki bo z mano prebrala tole pravljico. Pravljico Muca copatarica je napisala slovenska pisateljica Ela Peruci, ilustrirala pa Ančka Gošnik Godec. Smo pripravljeni? Smo? Pa začnimo. V mali vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti v rdeče in modre copatke. Vse hiše v vasi so bele, vse strehe na hišah so rdeče. Vsa okna imajo zelene naoknice, dvorišča so pometena in cesta je gladka. Vse je v najlepšem redu. Le otroci so neredni. Zvečer, ko ležejo spat, nikoli ne pospravijo copat za seboj. In drugo jutro jih iščejo pod mizo, na stopnicah, v vozičku, med drvmi, v žepu očetove suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo pa v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah v mali vasi kuhali zajtrk, je Janezek zaman iskal svoje copate. Mama, kje so moji copati? Je vprašal. Če jih nisi zvečer pospravil, ti jih je odnesla Muca, je odvrnila mama. Mama, kje so moji copati? Je klicala Špelco v sosednji sobi. Če jih nisi zvečer pospravila, potem jih je odnesla Muca, je rekla mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašal Tine v tretji hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, mu je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašala Tonka in mama je odgovorila. Muca jih je odnesla. V vsej vasi je dišalo po sladki kavi in otroci so bili že pošteno lačni. Kar bosi so posedli k mizi, napili so se tople kave, potem pa je Janezek stopil na prag in zaklical čez cesto. Špelca, pridi k meni! Špelca je takoj pritekla na prag in rekla. Saj bi rada prišla, pa ne morem. Muca mi je odnesla copate. Pridi ti k meni. Ne morem, je rekel Janezek. Muca mi je odnesla copate. Tine, sta klicala Janezek in Špelca. Pridi k nama. Tine je pritekel na prag in odgovoril. Muca mi je odnesla copate. Še Tonka je prišla na hišni prag, tudi njej je Muca odnesla copate. V vseh hišah so odpirali vrata in vsi otroci so prišli bosi na prag.
Muca mi je odnesla copate, so klicali drug drugemu. Prestopali so se z noge na nogo, ker jih je zeblo. Potem pa je posijalo sonce in otrokom je bilo toplo. Bosi in v pisanih srajčkah so prišli na cesto. Spraševali so se, kam je odnesla Muca naše copate? Poiščimo Mucin dom, je rekel Jurček. In so šli. Zavili so s ceste in hodili po rosni travi. Prišli so do gozda in so šli kar naprej. Hodili so po mahu, poslušali so ptičje petje in prepogibali grmičke, da bi našli Mucin dom. Sredi gozda pa so našli belo hišico z rdečo streho. Okna so bila polna ruž. Na vratih pa je bil napis Muca copatarica. Muca je otroke slišala in jim odprla vrata. Ja, ljubi otroci, kaj bi radi? Copate, so prosili otroci. Nato jih je povabila v hiško. In v hiški so bile police in na policah modri in rdeči copatki. Kakšen red je bil v hiški! Otroci so umolknili. Vsak naj vzame svoje copate, je rekla Muca copatarica. To pa ni bilo lahko. Copatki so bili očiščeni in zakrpani, a potrgani gumbi spet prišiti. Otroci so jih komaj prepoznali. Bobek, najmanjši med otroki, pa svojih copatk ni našel. Vsi otroci so bili že obuti, on pa jih je še vedno iskal. Če copatk ne najdeš, boš moral bos domov, mu je rekla Muca copatarica. Bobka je zeblo v noge in na jok mu je šlo. Njegovi copatki so bili raztrgani, na polici pa ni bilo strganih copatk. Otroci so že odhajali iz hiške in Bobka je vedno bolj zeblo. Muca copatarica pa mu je govorila: Bos boš šel domov? Prehladil se bom, je rekel Bobek in Muci se je zasmilil. Najbolj nereden si, a najmanjši in bi se nemara res prehladil, če bi hodil bos, mu je rekla in mu prinesla copatke. Bili so zakrpani in čisti. Ko bo zapadel sneg, ti sešijem nove, mu je obljubila. To pa so slišali tudi drugi otroci. Obrnili so se in prosili: Meni tudi, meni tudi, meni tudi. Muca copatarica jim je pomahala in rekla: Tudi vam jih sešijem. Zaprla hiško in gledala skozi okno, kako so otroci v pisanih srajčkah in v rdečih in modrih copatkah hiteli domov. Zadnji je tekel Bobek. Bobku sešijem najtoplejše copatke, takšne preko gležnjev. Janezku sešijem takšne, da jih bo lahko nosil tudi k telovadbi. Špeljčini copatki bodo lepi kot mamini. Tinetu, ki izgubi vsak gumb, moram sešiti copatke brez gumbov. Tonki pa sešijem copatke s cofi. In drugim otrokom? Vsakemu takšne, kot si jih najbolj želi. Tako bom vsem ustregla, je premišljevala Muca copatarica, ko je gledala za njimi. In potem je zaprla še okno in zaspala. Danes sneži in Muca copatarica šiva copatke za otroke iz male vasi.
zajčjo kožo jih bo podložila, da bodo toplejši. Kdo ve, ali bodo otroci pospravili, ko pojdejo spat? Otroci, ali vi nosite copate? Ja? Jaz jih neznansko rada nosim, neprestano. In tudi pospravim jih, pa slučajno ne pride Muca copatarica. Tako, upam, da vam je bila pravljica všeč. Takole. Zdaj pa, Muca copatarica, jaz mislim, da je čas, da midve najprej pospraviva vse tele copate in jih urediva, a ne? Vas, otroci, pa vabim, da se mi pridružite na kanalu Moj knjižni kotiček, kliknete tukaj gor in se prijavite, da boste lahko slišali še mnogo novih pravljic. Do takrat pa, adijo, čau, čau. Pridi, Muca, greva boš pospravljati. Bomo vzeli tele copatke. Pa kje pa še eden, da vidimo. Aha, evo ga. Takole, evo. Pa tega bova pospravila. Aha, tale sodi zraven. Joj, ne. Tule sta še dva copatka. Ti otroci, kaj ne pospravljajo copatko za sabo. Še tukaj je eden. Super, tele bomo dali malo sem. Tak. Potem pa imamo še en mali copatek. Joj, ta pa ne vem, če ima par. Pa še tale copatek. Tale bo tale, a ne? Ja, seveda. Evo, takole. Ti otroci. Pa tega bomo dali še tukaj, pa tega tukaj. Ampak tale copatek. Tega pa ni nikjer. Ga bom šla, pa ga bom popravila in sešila. Super, zdaj pa je točno tako, kot mora biti. Ko zapoje zvonček uri, prebudi se maček muri. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je pa zagotovo tista, ki jo vsi poznate. Le kdo ne bi poznal pravljice, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kaj Tanković z naslovom Maček muri. Res je. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tejle pravljici. Maček muri. Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se maček muri. S taco si oči pomane, vzdigne rep in hitro vstane. Mačjo posteljo prezrači, mačjo suknjo pokrtači in na zajtrk se odpravi v krčmo pri veseli kravi. Tam ga čaka stalna miza in točajka Muca Liza, ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka. Objedači poglobi se muri v mačje časopise. Vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike. Potlej plača in čez cesto gre na sprehod mačje mesto. V mačjem mestu imajo same mačje stvari in predvsem nobenega psa. Če pa se že kakšen prikaže, mora imeti nagobčnik. In ker psi ne marajo nagobčnikov, ne hodijo v mačje mesto. Zato se po glavni ulici sprehajajo samo mački in mačke. Hodijo na mačji trg, kjer pri brkatem Marku kupujajo ribe iz mačjega morja. Sredi trga stoji mačja občina. Tam uraduje mačji župan, ki mu pravijo Veliki maček. Kadar stopi na balkon, ga vsi malčki na trgu pozdravijo. Veliki maček jim zmeraj sporoči kakšno prijetno novico. Včasih jim reče: v nedeljo popoldne bo v mačjem parku velika tombola.
Glavni dobitek je maček v žaklju. Ali pa pravi: danes ob 3 bodo v velikem drevoredu mišje motorne dirke. Občinstvo prosimo, naj ne poje tekmovalcev. In tako so dnevi v mačjem mestu zelo veseli in čisto po mačjem okusu. Maček Muri stanuje v Vrtni ulici, v stari hiši na robu veselega mesta. Zdaj ga ni doma, ker koraka po glavni ulici proti mačjemu trgu. Hotel je kupiti ribe, vendar si je premislil in bo raje kosil v gostilni pri Črnem mačku. Da mu ne bo dolg čas, je sklenil, da bo na kosilo povabil prijateljico Muco Maco. Ker stanuje Maca na drugem koncu mesta, ji mora Muri telefonirati. Muca Maca je zaspanka, prava mačja Parižanka. Spala bi, če bi se dalo, do večerje in še malo. Svoji mali mačji hiši nič ne vidi, nič ne sliši. Dokler telefonski zvonci je ne vržejo pokonci. Najprej kličejo veliki in učeni maček Miki. Vprašajo, kako je s tabo? Maca reče, hvala, slabo. Komaj odloži slušalko, oglasi se Muc Mijavko. Govori in sploh ne neha. Maca zraven glasno zeha. In že kliče krasni Pepe, ki frizira mačje repe. In za njim veliki Čombe, ki nastavlja pasje bombe. In za njim brkati Marko, ki prevaža ribjo barko. In še stari Rigoleto, ki prodaja mišjo dreto. Malo po 10. uri oglasi se maček Muri. Maca sprejme povabilo, z njim odšla bo na kosilo. Ker je imel do kosila še 2 uri časa, se je šel Muri sprehajati na glavno ulico. Hodil je malo po levi in malo po desni strani, ter tu in tam pogledal v kakšno izložbo. Slaščičarni mačji jeziki je videl 4 nadstropne torte. Ker pa ni spadal med sladkosnede muce, je šel kar naprej. V čevljarski delavnici pri obutem mačku so stali v izložbi najnovejši škornji. Hotel jih je pomeriti, vendar niso imeli njegove številke. V draguljarni mačkine solze je videl ogrlico iz pravih mačjih biserov. Bila je tako lepa in tako draga, da se je vsaka mačka pred izložbo razjokala. Ustavil se je pred knjigarno, kjer je bila razstavljena debela in pisana mačja kuharska knjiga. Napisal je lepi Žane, glavni kuhar v gostilni pri Črnem mačku. Muri se je ob misli na današnje kosilo kar vnaprej obliznil. Medtem sta policaja Mucel in Macel po drugi strani ceste peljala v zapor velikega Čombeja. Ko sta ga prijela, je imel pri sebi 4 pasje bombice in je hotel oropati banko. Muri je šel naprej in je skozi okno brivnice pri obritem Mucu zagledal župana, velikega mačka, ki mu je krasni Pepe pravkar česal brke in kodral rep. Potem je prišel do velike hiše, na kateri je bil napis Mačja šola. Pred vrati je stal hišnik Macafuzelj, v šoli pa so učenci peli mačjo preštevanko. 1 mačka, 4 miši. Gluha koza nič ne sliši. 4 mačke, 1 miš. Gluha koza, ti loviš. 1 mačka je vesela, 1 miš pa škodo dela. 1 koza pa ima sredi glave 2 roga. 1 mačke ni pri hiši, plešejo vesele miši. Koza sede na balkon in igra na bombardon. 1 mački dajmo suknjo, 1 miš zaprimo v luknjo. 1 kozo dajmo spat v mlečno-beli kozji grad. 1 mačka vleče dreto, 4 so odšle po svetu. Zjutraj pride bela miš, gluha koza, ti loviš. Medtem pa se je Muca Maca napravila in se malo pred 12. z mačjim avtobusom odpeljala v mesto. Potnikov je bilo malo. Razen nje so se peljali še upokojeni mačji brivec Figaro, učenka glasbene šole Pika s harmoniko ter kuharica Mija in sobarica Maja, ki sta delali v mačjem hotelu v popoldanskem času. Seveda sta bila v avtobusu tudi mačji šofer in mačji sprevodnik. Ko so se peljali skozi veliki drevored, se je nad avtobusom nekaj zabliskalo in potem zaropotalo po strehi. Joj,
je vsaj sebe rekla učenka Pika. To je bil gotovo leteči krožnik. Šofer je ustavil avtobus in stopil na cesto. Tako je videl, da na streho ni priletel leteči krožnik, ampak leteči maček Felix, ki je med plezanjem po drevju stopil na napačno vejo in padel na avtobus. Šofer je bil v spasi in je takoj poklical mačjo Milico. Mačka Felixa so zaradi oviranja prometa in nedovoljenega lova na ptiče odpeljali na miličniško postajo. Za kazen je moral plačati 5 mačjih dinarjev. Avtobus je medtem odpeljal naprej in se ustavil na Mačjem trgu. Tam je maco že čakal Muri in odšla sta v gostilno pri Črnem mačku. Sedla sta za mizo na senčnem vrtu in natakar jima je prinesel jedilnik. Na jedilnem listu zbrana je najboljša mačja hrana. Cmok iz ribanega kruha, mačji žganci, mačja šara, mačji gulaš in obara. A za lačne mačje strice so na voljo krvavice. Glavni kuhar, maček Žane, praži jetra in možgane. Peče ribe, kuha rake, fine zrezke in omake. Tu je mleko, tu je kava, tu je sir in zelenjava. Tu je mačji grah v rižoti, mačje torte in kompoti. In za sladkosnede sinke tudi mačje palačinke. Muri naroči za maco cmoke in pečeno raco, zase pa kokošjo juho in govedino s prikuho. Pod zeleno senčno smreko pijeta ledeno mleko in od fine hrane sita, mačjim šalam se smejita in tako na vse strani hitro mačji čas beži. Po kosilu je šla maca obiskat prijateljico Mico. Maček Jumbo, Micin mož, je bil na službenem potovanju v Tigraniji in tako sta Mica in maca lahko nemoteno klepetali o mačjih prijateljicah, o mačji modi in mačjih otrocih. Mica je imela 2 otroka, Mikija in Miko. Miki je hodil v 3. razred, Mika pa v 1. Oba sta bila pridna učenca. Mica je bila nanju zelo ponosna. Ko je prišla maca, sta ravno končala domače naloge in sta se šla igrat. Miki je delal prevale, Mika pa je lovila svoj rep. Potem sta igrala karte in nato sta se skrivala. Mika je zlezla v omaro in Miki je ni mogel najti. Bil je jezen, a ne preveč. Mica je rekla otrokoma, naj povesta teti maci kakšno pesmico. Mika je bila takoj za to. Priklonila se je in rekla: Jaz sem mala muca Mika, ko bom zrastla, bom velika. Maca jo je pohvalila. Miki pa je rekel, da ne zna nobene pesmice. Po dolgem Micinem prigovarjanju pa se je le ene spomnil. Rekel je: Sosed Jaka pita polhe, mi imamo v hiši bolhe. Maca se je zasmejala, Mica pa je zavpila: Joj, kje pa si to pobral? Pri hišniku Macafuzlju, je zacvilila Mika. Tožljivka, je rekel Miki in ji pokazal jezik. Mir, je rekla Mica. Zdaj bosta hitro pojedla in potem še hitreje zaspala. Mucka sta ubogala. Popila sta mleko in zlezla v postelji. Mikina postelja je bila roza, Mikijeva pa modra. Mica in Maca sta jima zapeli mačjo uspavanko. Muce bele, muce črne, muce zlate in srebrne. Več ne smejo klepetati, morajo takoj zaspati. Zlato sonce gre za morje, bele sanje čez obzorje. Sanje so velika skleda, pol iz mleka, pol iz meda. Ko jim sanje zadišijo, bele muce prsa spijo in za njimi tudi črne in še zlate in srebrne. Medtem ko je bila Maca pri Mici, je sedel Muri s prijateljem Mavom na mačjem štadionu. Danes je bila velika tekma. Igrala sta nogometna kluba Mačkon in Mucek. Mačkoni so bili iz sosednjega mesta, Mucki pa domačini. Zato so gledalci navijali za Mucke. Kričali so: Živeli Mucki, fuj Mačkoni! Ampak Mačkoni so se kljub temu ves prvi polčas dobro držali. Šele v drugem polčasu so prejeli prvi gol. Gledalci so bili navdušeni nad domačimi igralci in so zapeli. Mucki so se zapodili in so strašen gol zabili.
Potem je bila gneča pred vrati muskov in nekaj igralcev je obležalo na tleh. Sodnik Mačkovič je dosodil 11 metrovko. Navijači so žvižgali. Najbolj se je razkačil veliki Čombe. Malo je manjkalo, da ni skočil na igrišče. Zakričal je: "Sodnik je bik!" Čombe bi pravzaprav moral biti v zaporu, a policaja Mucelj in Macel so si hotela ogledati tekmo in sta ga vzela s seboj. Vse je utihnilo. Srednji napadalec Mačkonov se je silovito zagnal in streljal, a vratar Muckov je žogo ujel. Ves stadion je hrumel od veselja, Mal pa je objel Murija in rekel, da ga bo povabil na veliko mleko. Zdaj so se Mucki še bolj zapodili in so zabili še 3 gole. In tako so zmagali s 4-0. Gledalci so mahali zastavicami. Domača godba je zaigrala nogometno koračnico in najbolj vneti navijači so peli: "Enka Mucek kar takole vam zabije 4 gole." Nekaj časa je pel tudi Mal, potem pa je postal žejen in z Murijem sta odšla na veliko mleko. In tako se Murijev dan v Mačjem mestu počasi končuje. Njegovi prijatelji so se razšli na različne kraje. Maca gleda Mačjo televizijo, hišnik Macafuzelj pripoveduje otrokom pravljice o levih, Mal je šel na nočni lov, policaja Mucelj in Macel pa s Čombejem v zaporu igrata karte. In tako se vsi prijetno zabavajo. Muri koraka proti Vrtni ulici in premišljuje, kaj bo danes zapisal v Mačjo knjigo. Muri je namreč pisatelj in župan mu je naložil, da mora popisati vse pomembne dogodke, ki se zgodijo v Mačjem mestu. Tako je že leta, večer za večerom. Ko zaspijo stare hiše, Muri Mačjo knjigo piše. S taco si podpira glavo, pije močno mačjo kavo in šele ob polnoči zadnjo piko naredi. Pod srebrno rimsko cesto spi že celo Mačje mesto. In ob tej zaspani uri posteljo gre tudi Muri. Še budilko si navije in čez glavo se pokrije. In potem do jutra spi, ko ga zvonček prebudi. Čudovita pravljica, kaj ne, otroci? Tudi sama se spomnim, ko sem bila tako majhna kot vi, sem velikokrat prisluhnila tejle pravljici, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kaj Tanković. Torej Maček, Muri. Prav simpatičen je, kaj ne? Tako. Dragi otroci, če si želite slišati še kakšno pravljico, pokukajte v kanal Moj knjižni kotiček in ne pozabite se naročiti, da boste nenehno v stiku z novimi pravljicami. Lepo se imejte in en mači. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo odpotovali v nebo in pokukali, kako se imajo kaj zvezde, ki nam po noči svetijo. Mislite, da se jim kaj zanimivega dogaja? Ja, tudi meni se zdi, da jim dolg čas zagotovo ni. Pa širimo se. Otroci, udobno se namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Zvezdica zaspanka, ki jo je napisal slovenski pisatelj Frane Milčinski Ježek, za ilustracije pa je poskrbel Gorazd Vahen. Zvečer, ko se mi pomalem že odpravljamo spat, se na nebu zvezde zbudi. Pomanejo si oči, iz belih meglici natočijo rose in si v njej umijajo svetla lica. Počešejo si srebrne lase, potem pa se odpravi vsaka na svoje mesto na nebu, da bo tamkaj svetila vso dolgo noč. In svetijo z neba, velike in majhne, stare in mlade, svetijo in ljudem veselje delajo. In vsako noč, prej ali slej, priveslane nebo boter mesec. Jadra čez nebo in šteje. Šteje te milijarde zvezd. Vsako noč jih znova prešteje, če ne mara, katera ne manjka. Včasih pridrvi čez nebo kurir, pismonoša repatec. Kot svetla črta šviga čez nebo in prenaša pošto od zvezde do zvezde. Zvezde pa se blešče, otrokom uspavanke pojo, mornarjem kažejo pot skozi valove morja
in pesnikom svetijo v srce, da jim laže izpod peresa teče rima. Zdaj pa, če vas ni strah in če se vam ne bo zvrtelo v glavi, stopite z menoj gor na nebo, da si pobliže pogledamo, kaj zvezde počno. Tu smo torej na nebu. Nekatere izmed zvezd že stoje na svojih mestih, manejo si zaspane oči, češejo srebrne lase in klepečejo med seboj. Druge šele prihajajo od nekod iz vsemirja, iz svojih počivališč. In ko so končno vse tu, zapojejo pesem srebrnih zvezd, da zažari vse širno nebo. Svetimo, svetimo, zvezde srebrne, spanec oči naj otroku zagrne. Svetimo, svetimo, zvezdice zbrane, varno mornarji plujo naj v pristane. Svetimo, svetimo, zvezdice z neba, pesniku rima naj teče kot treba. Pesmi vesele naj bodo, ne črne. Svetimo, svetimo, zvezde srebrne. Tedaj pa, čuj, hojlala! To je komet Repatec, kurir in pismonoša vesoljnega neba. Trobi v svoj poštarski rog in prenaša novice po širnem vsemirju. In ko privihra do naših zvezdic, vse hkrati hitijo spraševati. Komet Repatec, postoj, postoj! Kaj je novega na svetu? Povej nam, si nam prinesel kaj novic? Komet Repatec pa se le prešerno smeje. Zvezde ščiplje v svetla lička in jim kuštra srebrne lase. Zvezde pa ne odnehajo. Povej nam, povej, novice, novice! Končno se Repatec omehča in jim pove. Novice? Ho, pač. Na zemlji je nekaj narobe. Se čudijo zvezdice. Poslušajte, kaj sem videl, ko sem letel nad zemljo. Ko sem letel nizko, tik nad zemljo, toliko, da nisem svojim ognjenim repom dimnikov omedel, sem videl tole. Otroci jokajo in ne morejo spati. Mamice jim dajo kamilic in kumine, a otroci jokajo kar naprej. Ne morejo spati in vsi gledajo nekam gor v nebo. Jedeta, se čudijo zvezdice. Le kaj bi to bilo, da otroci ne spe? Pa to še ni vse, nadaljuje Repatec. Poslušajte. Ko sem letel dalje, tik nad zemljo, sem videl tole. Sredi morja valov so mornarji zgrešili pot. Barka jadra sem in tja, a obale ne najde. Ne obale, ne luke, kjer bi spustila sidro. Tava, zgubljena barka sredi morja. A vsi mornarji gledajo nekam gor v nebo. Čudno, se čudijo zvezde. Odkar svet stoji, so mornarji po zvezdah našli pot. Danes pa so se zgubili sredi morja. Le kaj bi to bilo? Pa to še ni vse, nadaljuje Repatec. Poslušajte. Ko sem letel dalje, tik nad zemljo, sem videl tole. Ob oknu pesnik sloni. Pesmi zlaga, pa mu ne gre in ne gre. Nohte grize, peresnik lomi, pa ne najde rime na besedo lonec. Jezi se, peresnik grize, nohte lomi in gleda nekam gor nebo. Hej, se čudijo zvezde. Od vekomaj smo bile pesnikom v pomoč, nocoj pa mu to ne gre in ne gre. Čudno je vse to. Vse je narobe na zemlji. Res, pravi cirkus, pritrdi Repatec. Potem zvezde v lička vščipne, jim laske razkuštra in oddrvi prek širnega neba. Tedaj pa iz daljave prijadra boter mesec in prešteva svoje črede srebrnih zvezd. In čeprav jih je na milijarde in milijarde, ima vse natančno preštete
in dobro ve, kje mora svetiti katera zvezda. Ko je torej nocoj prijadral v naš kotiček Semirja, je opazil, da se mu število ne ujema. Saj smo vse, zagotavljajo zvezdice. Niste vse, reče Mesec. Bom pa že vedel, 3 milijarde, 5 milijonov, 723 tisoč 594. Tu se število zvezd ne ujema. Ena zvezda manjka. Kdo tu manjka? Takrat pa se iz daljave zasliši glasek. Že hitim, že letim. Kuku, sem že tu. Zvezdica Zaspanka, reče v en glas. Spet je zaspala in zamudila službo na nebu. Takoj se vsem posveti, zakaj je na zemlji vse narobe. Zaradi nje otroci jokajo in ne spijo. Mornarji ne najdejo poti, pesniki pa ne rime na besedo lonec. Na nebu jim je manjkala zvezda, pa se jim je vse zamešalo. Zakaj si spet zaspala? Jo šteje boter Mesec. O, botrček, ko sem pa tako lepo sanjala, da nisem bila nič več tako majhna, neopazna zvezdica, temveč da sem rasla in rasla, vse večja sem bila in vse bolj svetla in nazadnje sem bila svetlejša kot sama zvezda Severnica. In vsi ljudje so po meni ravnali svojo pot. O, ti domišljavka, so zvezde planile po njej. Severnico se primerja, pa taka smrklja, stara komaj 3 milijone let. Zvezdica Zaspanka, to pot ti kazen ne uide, se odloči boter Mesec. Saj bom pridna, boter Mesec, nikoli več ne bom zaspala. Ah, to vedno obljubljaš, pa spet in spet zaspiš. Potem se pa na zemlji vseh sort komedije godijo. Za kazen boš 3 dni pometala rimsko cesto, odloči boter Mesec. Joj, kako lepo, se razveseli zvezdica Zaspanka. Šla bom od enega kraja do drugega in bom na dolgo in široko pometala tisti srebrni prah. Joj, kako se veselim. Kaj? Se začudi boter Mesec. Veseliš se? Potem pa nič. Kazen mora biti vzgojna. Če se veseliš, ni vzgojno. Drugo kazen ti bom določil. Jo že imam, na zemljo pojdeš. Kaj? Na zemljo? Tja pa že ne, je zajokala zvezdica Zaspanka. Tam so zobni zdravniki. Nič ne pomaga. Na zemljo greš in ostala boš tamkaj, dokler ne boš dokazala, da si dovolj pametna za službo na nebu. In tako se je zvezdica Zaspanka pripravila na pot. V culico je dala hlebček kruha za popotnico, na glavo pa si je navezala ruto. Sam boter Mesec si je potisnil pod ruto zlat kodrček in jo posvaril. Na zemlji nikomur ne pripoveduj, da imaš zlate lase. Kaj ti zlato? Rado pri ljudeh pohlep rodi. Potem je boter Mesec poklical Repatca in mu naročil, naj zvezdo ponese na zemljo. Zvezdica Zaspanka mu je štupo ramo zlezla na hrbet. Nasvidenje, boter Mesec, nasvidenje, sestrice zvezdice, je jokala zvezdica Zaspanka in smrkala. Nasvidenje, so zvezde žalostno mahale v slovo in gledale za kometom Repatcem z drobnim bremenom. Boter Mesec pa si je skrivaj obrisal solzo. In tako je odnesel komet Repatec zvezdico Zaspanko na zemljo. Močno se ga je držala za ognjeno grivo, da mu ne bi zdrknila s hrbta in padla kdo ve kam v vesolje. Komet Repatec je kot ognjena črta rezal nebo. Le tu in tam se je za trenutek ustavil, s kakšno zvezdo pokramljal, jo v lička uščipnil in ji lase razkuštral, pa spet odletel naprej čez širno nebo. Zaspanka pa si je v rokav brisala solze in kdaj pa kdaj še svečko iz nosa. Robec
je namreč pozabila. Tisto noč so ljudje videli, da je svetal utrinek preklal nebo. Pa se niso kaj prida zmenili za to. Utrinek, kot jih je na tisoče v taki poletni noči. Ko pa je noč minila in so šle že skoraj vse zvezde spat, le še zvezda Danica je bila tam nekje, kot kristalni žebljiček pribita na nebo, sta Repatec in Zaspanka prispela na cilj. Zvezdica Zaspanka mu je zlezla s hrbta, pobožala ga je za slovo po žarečih licih in ga pocukala za ognjeni rep. Repatec pa je s čela popravil zlate lase, ki so ji bili med potjo zlezli izpod rute, in jih skril. Potem se je poslovil in spet zdrvel visoko navzgor, tako rir in pismonoša vesoljnega neba. Zvezdica Zaspanka je ostala sama. Gledala je gor v nebo in klicala: Kje ste, sestrice zvezdice? Kje si, boter meseček? Žalostna in sama se je zvezdica Zaspanka s culico v rokah odpravila po cesti. Šla je kar tako v dan in prišla do velikega mesta. V mestu je bil semenj in na semnju je bilo poleg kupcev in prodajalcev še kup znamenitih komedij. Morska deklica, grofica z brado, pajek s človeško glavo, krokodil iz reke Nil, nagačeno tele z 2 glavama. Pa so komedijantski klicari vabili lepo in sladko. Na srce so ti trkali njihove besede, da nisi mogel drugače, pa si odštel solt ali 2 in stopil v šotor pogledat grofico z brado in krokodile iz reke Nil in nagačeno tele z 2 glavama. Prav semkaj, v sredo vseh teh znamenitih komedij, je pot zanesla tudi zvezdico Zaspanko. Vse posod svetijo pisane lučke in lajne lepo pojo. Zvezdica Zaspanka se preriva med ljudmi in strmi. Tu so strelišča, vrtiljaki, gugalnice in tam so razvrščeni šotori. Pred enim telovadi opica, pred drugim vrešči papiga. Zvezdica Zaspanka jo spoštljivo pozdravi in vpraša: Prosim lepo, gospa papiga, mi lahko poveste, kje bi lahko prespala nocoj? Čevelj, čuri, muri, vrešči papiga in se suče na levo in desno. Zvezdica Zaspanka vidi, da ne bo čakala odgovora. Ustavi se pred šotorom, kjer klicar vabi ljudi, naj si ogledajo ognjenega moža. Živi mož, ki je živi ogenj, za zajtrk ogenj, za kosilo ogenj, za večerjo ogenj. In če je lačen, dobi ogenj še za malico. In res, tam za reklamo stoji ognjeni mož. In zvezdica Zaspanka vpraša ognjenega moža: Prosim, gospod ognjeni mož, mi lahko poveste, kje bi lahko prespala nocoj? Ne vem, punčka, jaz nisem od tod doma. In zvezdica odtava dalje. Počasi se je že zvečerilo. Zaspanka pa še ni vedela, kam bo položila glavo na noč. In ko je tako sama in zapuščena tavala po semnju, je prišla do zvezdogleda. Klical in vabil je ljudi. Gospoda, postojte! Poglejte skozi najljubši daljnogled sveta za pičla 2 solda. Videli boste mesec čisto od blizu, kakor na dlani. Zvezdica Zaspanka je komaj verjela svojim ušesom. Mesec, boter meseček, kakor na dlani. O, je zaprosila, naj pogledam skozi vaš daljnogled. Poglej, kar poglej, samo 2 solda plačaj prej, je rekel zvezdogled. Kje pa naj jo dobim? Še nikoli nisem videla solda. Potem se pa spravi s poti in daj prostor drugim.
Tako rada bi videla mesec. Čisto malo bi pokukala, je prosila zvezdica Zaspanka. Zastonj ni nič. Zastonj ni meseca, je bil trdosrčen zvezdogled. Veste kaj? Tule od sulici imam zavit hlebček. Lačna sem, hudo sem lačna. A vam ga dam, če le lahko pogledam mesec? Za hlebček ni nič. Za hlebček ni meseca. Že vem, se je domislila Zaspanka. Povedala vam bom veliko skrivnost. Nihče ne sme slišati, razen vas. Čisto potihem vam jo bom povedala. In zašepetala mu je v uho svojo skrivnost. Ne slišim te, govori glasneje, je zagodrnjal zvezdogled. Zvezdica mu je zašepetala nekoliko glasneje, a zvezdogled, ki je bil naglušen, je še zmeraj ni razumel. Pa se je opogumila in povedala na glas. Jaz imam zlate lase in če mi dovolite, da pogledam mesec skozi daljnogled, vam dam tak zlat las. Zvezdogled sprva ni hotel verjeti, potem pa se je le nagnil nad njo in ji snel ruto. Zableščali so se zlati lasje in obsijali šotor. Ja, pa imaš res zlate lase in tak zlat las ti lahko izpulim, če ti dovolim pogledati skozi daljnogled. Lahko, toda samo enega in ne najdaljšega. Izpulil je torej zvezdogled zlat las. Au! In si ga občudujoče ogledoval. Kakšen lep zlat las. No, zdaj pa le poglej skozi daljnogled. Blizu, čisto blizu, kakor na dlani, je jadral čez nebo boter mesec. 3 milijarde 7 milijonov 345 tisoč 523. Mesec, boter meseček, ga je klicala zvezdica Zaspanka. Ali me slišiš, boter meseček? Kaj delaš? Kaj počneš? Ah, štejem, zvezde štejem, pa mi ena vedno manjka. Zvezdica Zaspanka. Zvezdica Zaspanka bi se rada še pogovarjala, tudi zvezdogled jo je odganjal. Dovolj, daj še drugim prostor. Saj že grem, striček. Ho, vse sem slišal. Tanka ušesa ima razbojnik Ceferin. Tale punca ima zlate lase. Tole bo plen zame. Joj, otroci, ta razbojnik Ceferin pa res ni v načrtu, ker sam se je vtaknil v pravljico, nihče ga ni klical. Za šotorom je bil skrit, pa je vse slišal. Pozor, tu moramo biti previdni, bomo videli, kaj namerava. Ho, veste kaj, tole punče bom premamil, da bo šla z mano v moj brlog. Tako ali tako ne ve, kam spat. Ponudil ji bom svoje ležišče in ko bo zaspala, ji bom odstrigal zlate lase in jo popihal. Ampak gorječe me izdate. Samo besedico, pa bom stopil iz knjige in svojimi umazanimi škornji potacal v spod. Otroci, zdaj pa le pazite. Če bi Ceferin res prilomastil iz knjige, jo bliskovito zaprite, da razbojnik ne bo mogel več vanjo. Potem pa pokličite mamo in očeta in dedka in babico in gospoda policaja in vsi skupaj ga bodo naučili, kako si je treba odčediti škornje, če se stopi v tuje stanovanje. Premamil je torej razbojnik Ceferin zvezdico Zaspanko, da je šla z njim v njegov brlog. Pa je bil ta Ceferin prav poseben razbojnik, ne tak navaden, kot jih srečate v drugih pravljicah. Imel je namreč kamen namesto srca. In tisti kamen tam notri mu prav nič ni bil, kot nam bije srce, temveč mu je nem in mrzel ležal v prsih. A tu si torej doma, Ceferin? Tukaj da, to je moj brlog. Kako imaš vse razmetano in nastlano in umazano.
Te nič srce ne boli, ko mora živeti v taki kolobociji. Mene, Ceferina, srce boli, ti si pa res tepka. Jaz vendar nimam srca. Kamen imam na mesto srca, da veš. Na, poslušaj. Zvezdica Zaspanka je naslonila glavo na Ceferinove prsi. In res, gluha tišina je bila tam notri. Ali slišiš, da nič ne slišiš? To mora biti pa hudo, kaj? O ja, je prikimal Ceferin. Kadar sem sam, mi je zelo dolg čas. Ko v prsih ne slišim tistega tik-tak, tik-tak. No, zdaj pa pojdi spat. Oj, kako umazane nohte imaš, je kar streslo Zvezdico Zaspanko. Da te ni sram, daj sem roko, da ti jih postrižem. Le kaj ti pride na misel? Razbojnik s postriženimi nohti? Pojdi že spat, no. Skuštran si pa tudi tako. Kaj, nimaš glavnika? Ne, glavnika pa nimam, je priznal Ceferin. Ko sem mami ušel v doma in sem šel med razbojnike, sem glavnik pozabil doma. Ja, zakaj pa mami ne pišeš, naj ti pošlje glavnik? S tako grivo vendar ne boš hodil po svetu, saj se da bodo vsi ljudje preveč bali. Da bi mami pisal po glavnik? Se je začudil Ceferin. Ne more mi pisati, prav res da ne. Ja, zakaj pa ne? Ja, če se piše mami, je vendar treba na začetku napisati ljuba mama. Jaz pa ne znam napisati besede ljuba. Ne znaš napisati besede ljuba? Čudno, se je začudila Zvezdica Zaspanka. Potem pa se je domislila. To bo nemara kaj v zvezi s tistim tvojim kamnom v prsih. Že mogoče, je kimal Ceferin. Ampak zdaj se mi pa res zgubil posteljo in zaspi. Veš kaj, Ceferin, ni odnehala Zvezdica Zaspanka. Najprej te bom naučila pisati besedo ljuba, da boš lahko pisal mami za glavnik. Daj, no, daj. Ne, nič se ne upiraj. Kar lepo semkaj sedi, pa bova s prstom pisala po prahu. In svojo drobno ročico je Zvezdica Zaspanka prijela Ceferinovo šapo, da bosta skupaj pisala. Ljuba se piše takole. Najprej L. Kot vislice narobe, se je smejal Ceferin. In tako sta črko za črko izpisala v prah besedo ljuba. Ko pa je bila zadnja črka pri kraju, je po izbi zadonelo. Tik-tak, tik-tak. Kaj pa je to? Ali kdo trka? Se je začudil Ceferin. Nihče ne trka, to bo nekaj drugega, je rekla Zvezdica Zaspanka. Poslušaj, tu notri mi nekaj tolče. Srce mi bije. Zvezdica Zaspanka je nagnila glavico na prsi, da bi slišala od blizu. Res je, srce ti bije. Kamen v tvojem srcu se je oglasil. Srce mi bije, je ves iz sebe ponavljal Ceferin. Ali te lahko poljubim na čelo? Zvezdica Zaspanka se je nasmehnila. Ljudje ste pa res čudni. Komaj začutite v prsih srce, že mislite, da morate koga poljubiti. Potem mu je ponudila čelo in Ceferin je nanj pritisnil poljub. Zdaj pa le brž piši mami za glavnik, ga je spomnila Zaspanka. Veš kaj, niči ne bom pisal, samo pomisli. Mama je čisto sama, nikogar nima, da bi ji prinesel drv iz kleti in da bi zvečer oddel noge, ko je tako rado zebe. Srce se mi trga, ko pomislim na to. Kar vrnil se bom, rajši ne bom več razbojnik. Tega si se pa pametno domislil, le brž pojdi, da si ne premisliš. Ja pa ti? Kam boš pa ti šla? Je zaskrbelo Ceferina. Ja, saj res, no to sem pa čisto pozabila. Komaj sem dobila za družbo poštenega razbojnika, pa bom spet sama. Takrat pa se je iz daljave zaslišal klic. Hoj lala! Komet Repatec, bratec Repatec,
se je razveselila zvezdica Zaspanka. Že letim, že hitim, sem že tu. Spet se bova šla štu po ramo, Zaspanka. Boter mesec me je poslal pote. Naročil mi je, naj ti prenesem nazaj. Dovolj si se že pokorila. Če bi ostala dlje, bi ne bilo vzgojno, je rekel. Kaj grem res lahko spet nazaj? Seveda, le brž zlezi name in močno se me primi za grivo, da te med potjo ne izgubim. Se že držim, da je tesno objela zvezdica Zaspanka. Nasvidenje, Ceferin! Nasvidenje, zvezdica Zaspanka! Boter mesec je že komaj čakal, da se bo zvezdica Zaspanka vrnila. In ko je komet repatec prinesel, je boter mesec naštel zvezd prav do 7 milijarde. Pa je bil zvezdice Zaspanke tako vesel, da se je pri štetju zmotil in je moral pričeti znova, čisto od ena. Pa ni bil zato nič slabe volje. In ko se je Ceferin naučil pisati besedo ljuba, mu je v prsih pričelo biti srce. Nič več ni bilo tistega kamna, mrzlega in nemega. Temveč mu je bilo v prsih toplo, kot bi ga šprčka zakuril. In zvezdica Zaspanka se je vrnila nazaj na nebo. Zdaj spet sveti tam gori in na zemlji je spet vse prav. Otroci spe, mornari so v luki spustili sidro in pesnik je našel rimo na besedo lonec, konec. Kako prijetna pravljica, ne? Tale zvezdica Zaspanka je sicer bila malce nagajiva in tudi domišljava, ampak na koncu je bila zelo dobrega srca. Pa tudi ljubeča je bila in kar razbojnika je preobrnila, kaj takšnega. In potem se je znova vrnila na nebo skupaj s svojimi zvezdicami. In najbrž nam te zvezdice svetijo še danes. In otroci, če slučajno srečate kje zvezdico Zaspanko, jo lepo pozdravite še v mojem imenu, prav? Tako, konec dober, vse dobro. Ljubezen je ponovno premagala zlo. Tako kot v mnogih drugih pravljicah, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Lepo kukajte van. Do prihodnjič, pa se lepo imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Le kdo ne pozna odlične pravljice o peku, ki je razvajal vaščane mišje vasi z odličnimi pekovskimi izdelki. Seveda, to je bil pek Mišmaš. Pa še res je. Laura, pa ti že poznaš tole pravljico Pekarna Mišmaš? Seveda jo poznam, ampak si jo nisem čisto zapomnil. Potem pa predlagam, da se vsi skupaj čim bolj udobno namestimo in brž prisluhnemo pravljici z naslovom Pekarna Mišmaš, ki jo je napisala slovenska pisateljica Svetlana Makarovič. Prav na koncu mišje vasi je stala nekoč lepa, stara hiša. Nad njenimi vrati je visel napis Pekarna Mišmaš. Že na vse zgodaj zjutraj je po vsej vasi neznansko lepo dišalo po svežem kruhu, tako da so se vaščani kar sami od sebe prebujali, se umivali pri bistrem studencu in se zbirali pred pekarno. Vsak dan se je začel s 7 vrstami na moč okusnega kruha. Hlebi črnega, domačega kmečkega kruha iz dišeče ržene moke, zamešanega z drobnimi zrnci kumine, majhni, hrustljavo zapečeni ječmenovi hlebčki, koruzne štručke z gladko rjavo skorjico, ajdov zmesni kruh, zamešan enkrat z orehi, drugič z makom, pa najrazličnejše belo pecivo, od rogljičkov do drobnih štručk in žimlic. Pa seveda, ko sneg bel in ko dih rahel, visoko vzhajan mlečni kruh s kronico iz pletenih testeninskih kitk. Ob sobotah pa še zmeraj drugačno presenečenje za vaške otroke. Slane preste, pa medenjaki, pa piškoti, pa masleni kolački z orehovim nadevom,
pa marmeladni venčki, pa cimetove paličice, ki so se kar topile v ustih. Pek Mišmaš je bil kaj nenavaden človek. Nihče ni vedel, odkot se je vzel. Govoril je malo, z nikomer se ni družil in nikoli ni stopil v tujo hišo, pa če so ga še tako vabili. Temne, živahne oči je imel, pa brčice, pod katerimi mu je vedno igral nasmešek. Na vso moč je bil podoben škratu in čisto lahko, da je zares tudi bil. Vsak mesec je Mišmaš kupil od vaške mlinarice Jedrt 3 majhne vrečice moke in nič več. Nikomur ni šlo v glavo, kako je mogoče, da iz tako malo moke napeče toliko dobrega kruha. Ampak Mišmaš se je samo nagajivo nasmihal, kadar so ga spraševali o tem. Nazadnje so se ljudje nekako sprijaznili s tem, da je Mišmaševa peka pač njegova stvar in nikogar drugega. Le mlinarici Jedrt, skopuli in opravljivki radovednost ni dala miru. Pa tudi zavist ne. Sploh pa je kuhala zamero na Mišmaša tudi zato, ker ni hotel kupiti od nje več kot tiste 3 bore vrečice moke in je zato morala, hočeš nočeš, vsak teden naložiti na svojo cizo 7 vreč moke in jih odvleči uro hoda daleč v kurjo vas, k kurjemu peku. Kurji pek, no, to pa je bil čisto druge baže kot Mišmaš. Porabil je ogromno moke, kruha je napekel pa čisto malo in še ta je bil težak, lepljiv in komaj da užiten, pa še po kurjekih je smrdel. Zato so vaščani kurje vasi raje hodili v mišjo vas nakupovati Mišmašev kruh. Si lahko mislite, kako je bil zato kurji pek gorak Mišmašu. Po ves dan je posedal pred svojo razpadajočo pekarno, se čohal z umazanimi prsti po glavi in razmišljal, kako bi mu škodoval. Bil pa je tudi precej kratke pameti in tako se ni mogel domisliti nič pravega. Okoli njega pa so stopicale in rahtale njegove kokoši, prav tako neumne in hodobne kot on sam. Nekega dne, ko sta mlinarica Jedrt in njen črni maček privlekla po prašni cesti škripajočo cizo, naloženo z vrečami moke, v kurjo vas je bil kurji pek že ves nasršen. Skoraj da mu je bilo že moke zmanjkalo. Kod pa hodite tako dolgo? Ju je nahrulil na mesto pozdrava. Ja, kaj pa morem, ko pa je ta peklenski maček tako len, se je izgovarjala Jedrt. Sploh pa je vsega kriv Mišmaš. Ja, res, Mišmaš je najina nesreča, je vzdihnil kurji pek. Ampak poslušaj, mar ne bi mogla nekako poizvedeti, kako peče tale kruh? Le kako? Je nataknjeno menila Jedrt. Že dostikrat sem vohljala tam okoli, pa je bilo vse temno in tiho. Vrata v pekarno so zmeraj zapahnila, le kako naj bi se splazila noter? Najbrž peče v kleti. Glej, tule imaš tole kljuko. Z njo lahko udrineš zapah z zunanje strani, takole. Si razumela? Jej, to pa to, je bila Jedrt takoj pripravljena. Še istega večera, ko se je bilo dodobra stemnilo, se je Jedrt priplazila pred Mišmaševo pekarno. Težka hrastova vrata so bila seveda zapahnjena, ampak da boste vedeli, za babji firbec ni noben zapah dovolj močan. Jedrt si je pomagala s kljuko kurjega peka, poskušala je tako dolgo, dokler se ji ni posrečilo udriniti zapaha na vratih. Potlej se je zmuznila v vežo, pa po stopnicah v klet. To, kar je Jedrt zagledala skozi ključavnico na železnih kletnih vratih, je dodobra zaprlo sapo. Klet je bila velika podzemna dvorana s kamnitimi stenami. Na policah so stale vreče moke, zdroba, soli, sladkorja, vrči z mlekom in smetano, zavitki kvasa, vrečice z dišavami. Na sredi dvorane so stala 3 korita za testo, pa sita in košare, kamnite sklede in možnari, zadaj pa je žarela velika, stara krušna peč. In po dvorani
je mrgolelo raznovrstnih mišk. Ene so prinašale moko in jo sipale v korita, druge postavljale kvas, tretje razpihovale ogenj, četrte nosile olje, sol, kumino, vodo, potem so si umile tačice in začele bliskovito mesiti testo. Črne miške so mesile testo za domači črni kruh. Tefete, tefete, tefete. Sive so iz ječmenove moke brsa mesile testo za ječmenove hlebčke. Tifiti taf, tifiti taf. Rumene miške s koruzno moko. Tufi taf, tufi taf. Truma srebrnkastih mišk je mesila ajdovo testo z oreki. Tuf, tafata, tuf, tafata. V skledo, prt, shajat. Miši mladički so delali pecivo za otroke. Tifiti, tipiti, tifiti, tipiti, tap. Mojster miš Maš. Glejo, tatico, rep je namočila vmet in ga obliznila. Oho, kaj pa ti, ki skledo ližeš? Mir, miške, prepir pokvari najboljšo peko, ker se kruh boji vzhajati, če sliši hude besede. Mlečni kruh je na vrsti. Presejati, pogreti, prš. Je peč zadosti vroča? Tu puhti. Joj, miš Maš, brčice sem si osmodila. Dovolj sem videla, si je rekla Jedrt in se splazila domov. Miške so vzhajani kruh položile na loparje in ga porinile v peč. Tedaj je stara ura na steni pekarne udarila polnoč. Miš Maš se je pomenljivo ozrl po dvorani in z roko zarisal v zrak velik krog. In glej, hipoma so zagoreli veliki pisani lestenci, zaigrala je godba, miške pa so se spremenile v ljubke majhne ljudi, oblečene v slavnostna oblačila iz svile, brokata, žameta in zlatom pretkanega platna. Povsod je bilo polno cvetja v prelepih kristalnih vazah. Na mizi so bile najrazličnejše jedi in sadje, staro vino pa se je skrilo v kozarcih. Miš Maš je sedel sredi dvorane na žametnem prestolu in se skromno nasmihal. Razigrani človečki pa so navdušeno vzklikali: Naj živi Miš Maš, naš prijatelj in kralj. Naj živi dober kruh, naj živi vse dobro. Mali gospodje so zaplesali z malimi damami, ki so se razburjeno pahljale z drobcenimi pahljačami iz svilenega sivega puha, vriskali so in si nazdravljali in sploh so bili najbolj razigrana druščina, kar jih je kdaj bilo. Potem so posedli okrog Miš Maševega prestola, da bi se pogovarjali o eni najlepših stvari na svetu, o kruhu. Pripovedovali so si zgodbe in pravljice o kruhu, peli pesmi o kruhu, si zastavljali uganke o kruhu in razpravljali o tem, ali bi se dalo narediti še boljši kruh, kot ga peče pekarna Miš Maš. In govorili so o tem, kako so pekli kruh ljudje pred več kot 1000 leti. Medtem pa je Jedrt v mlinu prebudila mačka in ga odnesla pred vrata pekarne. Tule, skozi linico se splazi, pa brž, mu je pošepetala, pa dol po stopnicah v klet. Pod vrati lahko smokneš noter. Tam je polno miši, veš? In ko boš notri, moraš vse požreti. Maček je ubogal, se splazil v dvorano in ostrmel. Kje pa so miši? Je zavpil, ko je zagledal male dame in gospode v pisanih oblekah. Ti so se v strahu razbežali, Miš Maš pa je vzel mačka v naročje, mu ponudil jesti in muc mu je takoj zaupal. Vse mu je povedal, kako je Jedrt naščuvala na miši, kako surovo ravna z njim. Vse mu je povedal in potožil. Glej, muc, je rekel Miš Maš. Če nam obljubiš, da ne boš nikoli več lovil mišk, si lahko naš stalni gost in prijatelj. Kajti ti mali ljudje, ki jih vidiš okoli sebe, so starodavno ljudstvo. Zakleti so v miši, razen vsako noč od polnoči do 1. Zato nikoli ne veš, če ni miška, ki bi jo ti ujel ravno ena izmed njih. No, kaj praviš?
Seveda, je zavpil maček. Seveda bom pustil miši pri miru, samo naj ostanem pri vas. Jedrt pa naj kar sama je svoj kisli močnik. Odbila je 1. Slavnostna dvorana se je spet spremenila v navadno pekarno, miške so se utrujene pretegovale in zehale. Iz peči pa je dišalo po svežem kruhu. Skupaj so ga znosili v prodajalno in odšli spat. Zjutraj je bila mlinarica Jedrt prva po konci. Postavila se je pred pekarno in čakala na vaščane. 1 orehov rogljič, prosim, je rekla. Mišmaš je dal rogljič in se obrnil k naslednjemu kupcu. Zdaj pa je Jedrt zavreščala na ves glas. V rogljičku je mišja dlaka, Mišmaš, kako to? Mišmaš je osuplo pogledal. To ni mogoče, je rekel. Kako da ni mogoče? Ti že veš, zakaj je mogoče. Ljudje, glejte, v rogljiču je mišja dlaka. Vaščani so se zgrnili okoli Jedrt. Pokaži, kakšna dlaka, je vprašala soseda. Mi je že padla na tla, je rekla Jedrt. Pa se je vseeno, mišja dlaka je bila. Ja, kako pa veš, da je bila mišja? Se je vmešala druga soseda. Kako vem? Vprašajte Mišmaša, ali je bila mišja ali ne. Mišmaš je gledal jezno in žalostno obenem. Babnica Jedrt je odkrila njegovo skrivnost. Neki vaščan pa se je razjezil. Prava red zaradi ene dlake. Mišmašev kruh je najboljši, daleč naokrog in konec. Gospod Mišmaš, prosim 5 kilogramov kruha zame. Jezična Jedrt pa ni odnehala. Povedala vam bom, kako peče tale gospod Mišmaš svoj kruh. Miši mu ga pečejo. Coprnik je, vam pravim. To je zacopran kruh. Ljudje so onemeli, potem pa so planili v smeh. Babnica je ponorela. Blede se ji, so govorili. Spravite jo stran. Videla sem, sama sem videla, je vpila Jedrt. To sploh niso navadne miši, vse je zacoprano tam doli. Jedrt, zberi se, je prigovarjala soseda. Ali sploh veš, kaj govoriš? Vem, je kričala Jedrt. Kar pojdite dol pogledat, pa boste videli, da ne lažem. Zacopran kruh kupujete, ljudje. Pa je vaščane začela stvar zanimati in poklicali so župana. Pozdravljeni, gospod Mišmaš, je rekel župan. Kaj pa je narobe? Mišmaš je bil tako žalosten, da so mu brki viseli čisto navzdol. Kar tistole Jedrt vprašajte, je rekel in se ni hotel več pogovarjati. Jedrt je hudobna in zmešana, je ugovarjal vaščan, ki je kupil 5 kilogramov kruha. Izmišljuje si nekakšne neumnosti o miših, ki da našemu peku pečejo kruh in o nekakšnih čarovnijah. Ko je župan zvedel, zakaj gre, se je najprej smejal, saj ni verjel, da bi bilo kaj takega mogoče. Malo pa je tudi njega zanimalo, kako neki Mišmaš peče brez pomočnikov tako dober kruh. Zato je predlagal. Če dovolite, Mišmaš, bi si nocoj ogledali vaše delo. Mišmaš je molčal, sploh ni hotel govoriti. Kdor molči, pritrdi, je dejal župan. Torej nasvidenje nocoj. Ljudje so se razšli in ves dan govorili o Mišmašu in njegovem kruhu. Nekateri so zgodbi stare Jedrte verjeli, drugi ne. Vsi pa so bili radovedni, kakšna je Mišmaševa pekarna. Ob mraku so se vsi zbrali pred pekarno. Župan je potrkal na vrata. Nihče se ni oglasil. Župan je potrkal vnovič. Vse je bilo tiho. Vaščane je zaskrbelo, da se ni Mišmašu kaj zgodilo. Nekaj časa so zaman trkali, potem pa so se odločili, da vdro vrata. Ampak, ko so prišli v vežo, je bilo vse prazno. Videli so kamnite stopnice, ki so vodile v klet, toda stopnice so bile prekrite z debelo plastjo prahu in prepredene s starimi pajčevinami.
Šli so v klet in vdrli v kletno dvorano. Bila je prazna, polna prahu in ogromnih, prastarih pajčevin. Videti je bilo, da tukaj že leta ni bilo nikogar. Vse pajčevine so bile cele, v prahu na tleh pa nobene stopinje, nobenega sledu. Hej, Mišmaš, je zaklical župan. Odgovoril mu je samo odmev praznih sten. Ljudje so se plašno spogledovali in majali z glavami. Potem so se odločili, da se vrnejo. Preiskali so vso hišo, a Mišmaša niso našli. Nikoli več ga niso videli in nikoli več niso jeli tako dobrega kruha, kakor je bil njegov. Nikoli niso dognali, kaj se je zgodilo z Mišmašem. Vedeli pa so, da je vsega kriva jezična jedrt in nihče v vasi se ni hotel pogovarjati z njo. Tudi jaz ne vem več dosti povedati o Peku Mišmašu. Ampak zadnjič sem se na potovanju ustavila v vasici Miševo, ker sem slišala, da tam prodajajo izredno dober kruh. Našla sem pekarno z napisom Pekarna Mišmaš. Pek je imel dolge črne brke in črne škratovske oči. Ampak mogoče je to kakšen drug Pek z istim imenom. Jaz si ga namreč ne upam vprašati, kako peče kruh. No, vse zadnje me to prav nič ne briga. Glavno je, da je njegov kruh dober, ali ne? 0,5 kilograma belega, prosim. Otroci, priznam, da so se mi med branjem te pravljice cedile sline in prav z veseljem bi snedla kakšen okusen rogljiček. Pa ti, Lauro? Seveda. Tudi ja, ne? Zanimiv je bil tale Pek Mišmaš. V bistvu je bil precej skrivnosten, kaj ne? Ja. Škoda le, da so bili nekateri nevoščljivi ter radovedni, saj so tako prav vaščani izgubili odličnega Peka in njegove nenavadno dobre pekovske izdelke. Kako pa ti je bila všeč tale pravljica? Zelo mi je bila všeč. Kaj pa praviš na tega Peka Mišmaša? Še kje peče? Mogoče bomo vprašali Svetlano Makarovič. Dobra ideja, ja? Mogoče bi pa ona vedela odgovor na tole vprašanje. Dragi otroci, pokukajte še med ostalimi pravljicami, ki v mojem knjižnem kotičku čakajo na vas. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj na mojem knjižnem kotičku. Verjetno se sprašujete, zakaj imam ob sebi metlo. Pa verjetno ste opazili na stolu tale lonček, a ne? Kako je že ime tej deklici, ki je pometala in našla lonček? Mislim, da je bila Mateja? Ne. Kako je že? Meta? Ne, tudi ni bila Meta. Ja, seveda, to je bila Mojca Pokrajculja. Seveda. Tako je, otroci. Danes vam bom prebrala slovensko pravljico Mojca Pokrajculja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici v tako čudovitem okolju, v naravi, v gozdu. Koroška ljudska pripovedka Mojca Pokrajculja. Mojca Pokrajculja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj si je kupila piskrček. Zvečer je zlezla van, legla in zaspala. Zunaj pa je bil hud mraz in padala je slana. Mojco Pokrajculjo je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. Kdo je zunaj? Je vprašala. Jaz sem, lisica. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi. Zunaj brije burja in pritiska mraz. Zmrznem, če me ne vzameš pod streho, je javkala.
Mojca Pokrajculja pa se ni dala kar tako pregovoriti in je dejala: Če kaj znaš, ti odprem, drugače pa ne. Šivilja sem, je odgovorila lisica. Mojca Pokrajculja je spustila lisico v piskrček. Legli sta in takoj zaspali. Še preden sta se v spanju prvič obrnili, je že zopet potrkalo na vrata. In ko je Mojca vprašala, kdo spet trka, je zajavkalo. O, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada in jaz zmrzujem. Volk sem in izučen mesar. Ker nekaj znaš, le pridi k nama, je odgovorila Mojca Pokrajculja, odprla vrata in spustila volka v piskrček. Iz spanja jih je zopet zbudilo javkanje. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, odpri mi. Burja brije, slana pada in jaz, medved, zmrznem, če me ne pustiš k sebi. Kaj pa znaš? Ga je vprašala Mojca Pokrajculja. Čevljar sem, je odgovoril medved. Mojca mu je nato odprla vrata na stežaj. Danes pa res vso noč ne bo miru, se je hudovala Mojca Pokrajculja, ko je znova začula trkanje in tarnanje. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem. Kdo pa si in kaj znaš? Je vprašala gospodinja. Jaz sem zajček, šivati znam kakor krojač, se je glasil odgovor. Nato je tudi zajček dobil kotiček pod piskrčkom. Mojca Pokrajculja je bila že huda, ko je zopet nekdo trkal in stokal. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, spusti me noter, ne prenesem več burje in slane. Bil je srnjak. Mojca Pokrajculja je tudi tega vzela pod streho, ko je zvedela, da je izučen drvar. Nato pa so vsi sladko zaspali. Mojca Pokrajculja je zjutraj odposlala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, jih zaklal in vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivat. Po noči pa je lisica zastokala. Ojoj, mene pa tako trebuh boli. Mojca Pokrajculja je rekla: Pojdi v kuhinjo in si skuhaj kamilic. Lisica je vstala in odšla v kuhinjo. Komaj so vsi zadremali, je lisica že spet stokala in tako dolgo javkala, da ji je Mojca Pokrajculja zopet rekla, naj si še skuha kamilic. Lisica je tako šla 3-krat v kuhinjo kuhat si čaj. Pa je ni prav nič ščipalo po trebuhu in tudi kamilic si ni kuhala. Vedela je namreč, kam je Mojca Pokrajculja spravila med in ga je polizala do kraja. Nato pa je sladko zaspala. Zjutraj je Mojca Pokrajculja odredila vsem delo, lisici pa je rekla: Šivilička, ker si bila sinoči bolna in nisi mogla spati, pa sedaj malo dlje poleži, da se spočiješ. V kuhinji pa je kmalu nato nastal velik hrup in prepir. Ti si strt polizal. Jaz pa ne, pač pa ti. In tako naprej. Mojca pa je odločila. Tat je bil domačin. Nihče drug ni vedel za med in tudi nihče ni mogel v piskrček, ker so bila vrata zapahnjena. In da bi se gostje oprali sramote, je svetoval volk. Lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo. Kdor je pojedel med, temu prileze nazaj in kapal mu bo od ust. Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali. Lisica pa je imela slabo vest in je zato ves čas bedela. Res, med je prilezel iz želodca in je kapal na tla.
Hitro se je obrisala in namazala z medom poleg sebe spečega zajčka okoli ust. Nato pa je tudi ona brez skrbi zaspala. Zbudil pa jo je hrušč. Zaspanci so se bili namreč medtem zbudili ter opazili, da se zajčku cedi med iz gobčka. Začeli so ga neusmiljeno poditi. Zajček je bežal in si polomil prednje noge. Šele potem se mu je posrečilo pobegniti. Vsi so tekli za njim. In Mojca Pokrajculja je ostala sama s piskrčkom. Zajčku pa niso več zrasle polomljene prednje noge in zato ima še danes prednji par nog krajši od zadnjega. Tako, to je bila pravljica o Mojci Pokrajculji, prijazni deklici, ki je v svoj piskrček povabila vse živali, da ne bi pomrznile. Najbrž je bil piskrček malo večji od tega, a ne? No, na koncu se je vse lepo izšlo. Ampak veste, tale lisica je pa zelo prebrisana in zvita in ni prav je, kar je naredila zajčku. Se strinjate? Še dobro, da je zajček uspel ubežati in se rešil. Tako. Verjamem, da vam je bila pravljica všeč. Zato se prijavite na moj knjižni kotiček, kjer vas vedno znova čakajo nove in nove pravljice. Do naslednjič pa lepo se imejte, uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Dobrodošli, otroci! Ponovno pozdravljeni na mojem knjižnem kotičku. Danes sem za vas izbrala posebno pravljico in sicer gre za slovensko ljudsko pravljico z naslovom Zlata ptica. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej čudoviti pravljici. Zlata ptica. Neki kralj je imel na svojem vrtu prelepo jablano. Rodila je zlata jabolka, ki pa nikoli niso dozorela, kajti vsako jutro je eno manjkalo. Kralj je postavil pred jablano stražo. Noč in dan je stražila, da bi zasačila tatu. A kraljevi vojaki so se že branili hoditi na stražo, saj niso mogli ujeti tistega, ki je hodil po jabolka. Kralj pa je imel 3 sinove in naročil je tudi sinovom, naj stražijo jablano z zlatimi jabolkami. Prvo noč je stražil najstarejši. Vzel je puško in hodil pod jablano sem in tja. Vso dolgo noč ni bilo nikogar, a zjutraj je na jablani manjkalo zlato jabolko. Drugo noč je šel na stražo drugi sin, a zjutraj je na jablani spet manjkalo zlato jabolko. Tretjo noč pa je šel na stražo tretji, najmlajši sin. Namesto s svinčenim zrnjem je nabil puško z grahom, češ da tatu ne bo ustrelil. Hotel je le videti, kakšen prebrisanec je to, ki zna tako krasti, da ga nihče ne zasači. Stopil je pod drevo in čakal. Okoli polnoči je spod neba tiho priletela ptica in se spustila na drevo. Ko pa je s krempeljci prijela jabolko, je najmlajši sin pomeril in sprožil. Odstrelil ji je 3 peresa. Ptica se je prestrašila, spustila jabolko in zletela. Najmlajši je pobral peresa in videl v lunini svetlobi, da so iz čistega zlata. Brata sta zaslišala strel, pritekla sta k najmlajšemu in ga vprašala, odkot je prišel tat. On jima je odgovoril: Gledala bi, pa bi ga videla. Nato je odšel k očetu in mu pokazal peresa. In ker so bila zlata, je oče kralj pomislil: Kako lepa mora biti šele ptica, ki ima taka peresa.
Rad bi imel zlato ptico, pa je dejal na glas: Kdor mi ulovi in prinese zlato ptico, bo kralj. Najstarejšega brata je kraljestvo zelo mikalo. Vzel je konja, popotno brašno in puško ter šel v gozd iskat zlato ptico. V gozdu so ptice najrajši, je mislil, tam jo bom že dobil. Hodil je in hodil po gozdovih, a zlate ptice ni bilo na nobenem drevesu. Prispel je do zelene jase in ker je bil lačen, je razjahal konja in vzel brašno iz torbe. Tedaj pa je prišel iz gozda medved in ga poprosil: Daj še meni malo, lačen sem. Toda najstarejši sin se je zarežal nad medvedom: Saj bo komaj dovolj zame, pa bom še tebi dajal, poberi se. Medved pa je zarenčal: Lepo čakaj, še slabo se ti bo godilo. In je odšel. Ko se je kraljevič najedel, je odjahal naprej. Jahal je in jahal ter padel v roke roparjem. Vzeli so mu vse, kar je imel, denar in konja. Milo je prosil, naj mu vsaj življenje pusti. Roparji so mu rekli, da le, če se jim pridruži ter hodi z njimi ropat. Kaj pa je hotel? Šel je z njimi in postal ropar. Preteklo je leto in dan, a starejšega sina še ni bilo domov. Tedaj je srednji sin dejal očetu, da bo šel iskat zlato ptico. Oče ga je pustil, ker mu je sin obljubil, da se bo ob letu vrnil, pa naj ulovi zlato ptico ali ne, in mu je dal konja, denar in popotno brašno. Srednji sin je odhajal po isti poti kot starejši brat. V gozdu je gledal po drevesih za zlato ptico, toda zaman. Tudi on je prispel do zelene jase in ker je postal lačen, se je ustavil. Spet je prišel medved in ga poprosil, naj mu da jesti. A drugi sin ga je zapodil kot prvi in rekel: Zate in za take kot si ti so v gozdu zverine, poberi se. Medved pa je dejal: Lepo čakaj, še slabo se ti bo godilo. Zarenčal je in odšel. In ko se je drugi kraljevič najedel, je odhajal naprej po gozdu. Jahal je in jahal ter padel v roke roparjem. Vzeli so mu vse, kar je imel, in tudi njega prisilili, da je šel z njimi in postal ropar. Spet je preteklo leto in dan, in ker srednjega sina ni bilo domov, je najmlajši dejal očetu, da bo šel iskat zlato ptico. Oče mu je odvrnil: Dva moja sinova sta že šla in se nista vrnila. Ostani doma, samo še tebe imam. Toda najmlajši sin je tako dolgo prigovarjal očetu, da je dobil konja, denarja in brašna. Nato je jezdil po isti poti skozi gozdove in prišel na isto zeleno jaso, kjer sta se prejšnje in še poprejšnje leto ustavila njegova brata. Razjahal je in vzel brašno iz torbe. Spet je prišel medved in ga poprosil: Daj še meni malo, saj vidiš, da sem lačen. Najmlajši pa je bil dobrega srca in je rekel: Jej, kolikor hočeš in kolikor se ti zljubi. Medved je jedel in jedel, pa še kar ni bil sit. Nato pa je rekel kraljeviču: Daj mi še konja, da ga snedem in se najem, ker sem še vedno lačen. Saj bi ti ga dal, na kom pa naj potem jezdim? Je rekel kraljevič. Boš na meni, je odvrnil medved. Kako? Je vprašal kraljevič. Saj se mi bo vsak smejal. Medved pa mu je dejal: Naravnost ja te bom povedal, kjer je tista stvar, ki jo iščeš. Ko kraljevič to sliši, si misli:
če ti veš, kaj iščem, tudi veš, kje je. In je dejal: no, pa snej konja, da se boš najedel. Nato je medved pojedel še konja in rekel: zdaj pa ureži leskovo šibo, ki je v enem letu zrasla. Zajahaj me in ponesel te bom k zlatim pticam. Mladenič je urezal pravšno leskovo šibo, zajahal medveda in sta oddirjala. Prijahala sta do visoke sive skale, kjer se je medved ustavil in rekel: v tej skali je cela jata zlatih ptic v zlatih kletkah. Mahni z leskovko po skali. Odprla se bo, ti pojdi noter in vzami prvo ptico, ki ti bo prišla v roke. Toda nikar ne izbiraj, da se ne zbode stražniki in te ne ujamejo. Kraljevič je stopil z medveda, mahnil z leskovko po skali in odprla se je. Na obeh straneh so po skalnih stenah visele zlate kletke z zlatimi pticami. Šel je od ptice do ptice, dokler ni prišel do konca votline, kjer je v zlati kletki visela najčudovitejša zlata ptica, kar si jih moraš misliti. Snel je kletko s ptico, da bi se vrnil. Toda še preden je prišel do izhoda, so se straže zbudile. Zgrabili so ga, grdo gledali in vprašali, čemu je hotel ukrasti zlato ptico. Kraljevi sin se še nikoli ni zlagal in tudi straži je vse po resnici povedal. Stražniki so ga poslušali in nato rekli, da ga izpusti in mu podari zlato ptico, če jim pripelje najhitrejšega konja, iskrega, da mu v 9 deželah ni enakega. Obljubil je in izpustili so ga. In ko se je vrnil iz votline k medvedu, mu je medved dejal: čemu me nisi ubogal in vzel takoj prve ptice, do katere si prišel? Jaz sicer vem za takega konja, kot si ga obljubil, toda moraš me ubogati in storiti, kar ti bom naročil. Vzami spet enoletno leskovo šibo, sedi name in zaresno misli, da bi rad bil tam, kjer so konji, ki jih v 9 deželah ni enakih. Mladenič je ubogal, vzel leskovo šibo, zajahal medveda in zaresno mislil: da bi bil tam, kjer so najhitrejši konji, ki jim v 9 deželah ni enakih. In komaj je to pomislil, že sta bila pred visoko skalo s sivim mahom obrasla. Medved mu je dejal: mahni s šibo po skali in odprla se bo. V skalni votlini je velika čreda konj. Odveži koj prvega, ki prideš do njega. In nikar ne izbiraj, da se stražniki ne zbode in te ne ujamejo. Mladenič je stopil z medveda, zamahnil s šibo po skali, skala se je razmaknila in prikazala se je votlina. Na obeh straneh votline so stali konji, eden lepši od drugega. Zadnji na koncu votline pa je bil najlepši. Kraljevič ga je odvezal in popeljal proti izhodu. Toda od topotanja konjskih kopic so se stražniki zbudili, zgrabili fanta, čemerno gledali in vprašali, po čemu je hotel konja ukrasti. Povedal jim je vse po resnici. Poslušali so ga in mu obljubili, da ga pusti, če jim pripelje morsko deklico. Mladenič jim je deklico obljubil in odšel iz votline konj. Ko pa je prišel do medveda, ga je kosmatinec uštel. Saj sem ti povedal, kako moraš ravnati, čemu me nisi ubogal? Vem pa, kje in kako boš dobil morsko deklico. Nedaleč od tod se širi morska obala. Pojdi v mesto in nakupi vsakovrstnega sejemskega blaga. Z njim se podaj na morsko obalo in tam prodajaj. Prišle bodo 3 morske deklice. Kupčuj pa samo s tisto, ki ti bo najbolj všeč. In ko bo nakupila in hotela že oditi, naj ti za dobro srečo seže v roko. Takrat si zaresno zamisli, da bi rad bil pri konjih in ročno boš tam,
kjer si želiš. Kraljevič je razjahal medveda, se poslovil in šel. Hodil je in hodil, da je prišel do mesta ob morju. Tu je nakupil vsakovrstnega blaga, pa šel na obalo in ga tam razložil na prodaj. Prišle so 3 morske deklice, ena lepša od druge, a kupčeval je le s tisto, ki se mu je zdela najlepša. In ko je deklica nakupila, kar si je želela, jo je mladenič prosil, naj mu seže v roko za dobro srečo. Segla mu je v roko, on pa si je mislil, da bi zdajle bil pri konjih. Kakor bi trenil z očmi, je bil mladenič z morsko deklico pri konjih. Stražarji so mu dali obljubljenega konja in vsi zamaknjeno strmeli v morsko deklico, ki se je niso mogli nagledati. Mladenič je zajahal konja. Preden pa je odjezdil, je segal deklici v roko za slovo in si mislil, da bi bil zdajle tam, kjer so zlate ptice. In kot bi trenil z očmi, so bili pri zlatih pticah on, morska deklica in konj. Stražarji zlatih ptic so veselo ogledovali ognjevitega konja in kraljeviču ročno prinesli najlepšo zlato ptico v zlati kletki, ko še s konja ni stopil. Brž je prijel deklico za roko in si mislil, da bi bil zdajle pri medvedu. Pri priči so bili pri medvedu on, morska deklica, konj in zlata ptica. Zdaj imaš vse in sreča te čaka, mu je dejal medved. A varuj se kupovati meso z vislic. Ko je medved to izgovoril, je šel svojo pot. Kraljevič pa je odjezdil s prelepo morsko deklico proti svojemu domu. Prišla sta do nekega mesta, kjer se je na trgu zbralo mnogo ljudi. Čudno se mu je zdelo in povprašal je prvega, ki je prišel mimo, kaj naj to pomeni. Vprašani mu je povedal, da peljejo obesiti 2 roparja. Kraljevi sin pa je stopil bliže in v njiju spoznal svoja starejša brata. Kako naj jo rešim? Je vprašal. Ljudje pa so odgovorili. Rešil jo bo, kdor plača še enkrat toliko, kolikor sta naropala. Najmlajši je imel od doma še dovolj denarja. Odštel je odkupnino in šel na pot. Zdaj, ko sta bila brata roparja rešena smrti, bi bila rada zvedela, kdo jo je odkupil. Vse po vrsti sta izpraševala, kje je njun rešitelj. Pokazali so jima pot in šla sta za njim. In ko sta ga došla, sta spoznala, da je to njun brat in da nese domov zlato ptico. Zbala sta se, da ne bi očetu povedal, kaj se je z njima zgodilo. Iz strahu in zavisti sta ga pretepla in pustila ležati na cesti. Nato sta se polastila konja, morske deklice in zlate ptice in šla proti domu. Vsi so se razveselili, posebno pa oče kralj. Konja so postavili v hlev, toda od smiha se je tako shudil, da nihče ni smel k njemu. Le z vrha so mu morali usipavati zobanje v jasli. Morska deklica je postala žalostna in od same žalosti ni mogla spregovoriti besedice. Zlata ptica pa je povesila glavo in ni več dala glasu od sebe. Vsi so mislili, da jo bo zdaj konec. Tedaj pa je medved kosmatinec prišel do 3. sina, ki je kot mrtev ležal na cesti. Izgrebel je koren lečen, ga stolkel na kamnu ter kanil sok ležečemu v usta. In glej, mladenič se je dvignil živ in zdrav. Medved pa je izginil in nikoli več ga nihče ni videl. V raztrgani obleki se je najmlajši kraljevi sin vrnil domov, a ga niso spoznali. Vprašal je po svojem konju, toda dvorjani so ga debelo gledali. Nato so mu pokazali hudega konja v hlevu in povedali, da nihče ne sme v njegovo bližino. On pa je šel k njemu. In ko ga je konj zagledal, je veselo zarezgetal in se mu pustil božati in gladiti. Vsi so ostrmeli. Nato je šel najmlajši kraljevič naravnost v sobano, kjer je visela kletka
zlato ptico. Zagledala ga je in začela tako milo prepevati, da so dvorjani očarani obstali in poslušali. In ko je kralj zaslišal peti zlato ptico, je prihitel v sobo. Pritekla pa je tudi morska deklica. Zagledala je mladeniča, razpela bele ročice, pohitela k njemu in ga objela. Zdaj šele je oče kralj spoznal svojega sina. Starejša brata sta od strahu pobegnila iz gradu neznano kam. Mlajši pa je dobil kraljestvo in se oženil z lepo morsko deklico. Dolgo in srečno sta živela na grajskem vrtu, pa ima je jablana vsako leto rodila zlata jabolka in milo ima je prepevala zlata ptica. Čudovita pravljica, za res lepim koncem, a ne? Tako, dragi otroci, če vam je bila všeč današnja pravljica Zlata ptica, potem predlagam, da se prijavite na moj knjižni kotiček in prisluhnete še kakšni pravljici, ki jo bom vsakodnevno pripravila za vas. Do takrat pa, čau, čau, adijo! Pozdravljeni, dragi otroci! Zelo me veseli, da smo ponovno skupaj na kanalu Moj knjižni kotiček. Verjetno se sprašujete, zakaj imam danes s seboj tole prečudovito srajčko, ki sicer ni moja, ampak jaz mislim, da pripada enemu dečku. Vi morda veste, kateremu dečku bi pripadala tale bela, lepa srajčica. Če ne veste, potem pa boste izvedeli prav kmalu. Danes sem za vas pripravila slovensko pravljico, ki jo je napisal Fran Levstik. Naslov pravljice pa je Kdo je napravil Vidku srajčico? Pa poglejmo, kdo mu je napravil tako čudovito lepo srajčico. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici. Fran Levstik, Kdo je napravil Vidku srajčico? Živela je svoje dni uboga vdova, ki je imela 7 otrok, enega manjšega od drugega. Ali jesti so morali vsi? Od zore do mraka je morala mati služiti vsakdanji kruh. Le ob dolgih zimskih večerih je imela toliko časa in je sešila otrokom srajčice, da ne bi hodili goli po svetu. Vsak otrok je imel po eno srajčico in ko je bila starejšemu pretesna, jo je dobil vselej mlajši. Zatorej ni moglo biti drugače, kot da je najmlajši otrok Videk nosil zmerom tako tanke srajčice, da mu je sonce sijalo na golo kožo. Videk je bil deček komaj 4 leta star, zelo bistroumen, ter je imel posebno rad živalce in cvetlice. Kadarkoli je videl jagnje na paši, mu je brž začel nabirati najlepših rastlin. A ko je našel mladega ptička, ki je padel iz gnezda, ga je skrbno nesel domov. Pital ga je, dokler ni toliko dorastel, da je mogel zleteti. Še celo pajkov ni pobijal. Kadar je našel kje kakšnega pajka, ga je vselej nesel ven na trato, misleč si, uboga živalca tudi rada živi. Nekoč se mu je bila srajčica tako potanjšala, da mu je padla z ramena, a ker je bilo poleti in je mati pridno hodila na delo, mu ni utegnila sešiti druge. Zato je moral obošček skakati na pol nag. Nekega dne pa gre v gozd jagode nabirat. Ondi ga sreča jagnjiče. Na pol golo revše se mu zelo zasmili, zato ga vpraša: Kje ti je srajčica? Videk pa žalostno odgovori: Nimam nobene druge, kakor to strgano, a moja mati mi tudi ne utegne zdaj druge napraviti. Šele ko pride zima, bom dobil novo. To se ve, da popolnoma nova ne bo, ker take dobiva le moja najstarejša sestrica, a moja bo le stara. Joj, kako rad bi imel vsaj eno novo srajčico.
Zdaj pa mu jagnje reče: Be, o božec, smiliš se mi? Na, jaz ti dam nekoliko svoje volne. Be, od nje pa si napravi novo srajčico. Be. In jagnje si izpuli nekoliko volne ter jo da ubogemu dečku. Ko je šel Videk z volno mimo trnovega grma ob cesti, ga pokliče grm in ga vpraša: Kaj pa neseš, Videk? Volno za novo srajčico, odgovori Videk. Daj jo sem, da ti jo izmičem, mu reče grm. Videk mu da volno in grm mu je sem ter tja vijoč trnove veje izvrstno izmikal volno. Varno jo nosi, da se ti ne zmede, reče grm, ko konča svoje delo in poda volno veselemu Vidku. Zdaj ogleda Videk pajčevino in Pajka, ki je sedel v sredi in predel. Pajek pokliče dečka in mu reče: Daj mi volno, da ti jo osmukam in stkem. Že vem, kaj ti je treba. In Pajek začne pridno gibati svoje nežne nožice ter z njimi presti in tkati. Kmalu pa je natkal najlepšo in najboljšo tkanino ter jo izročil Vidku. Veselo hiti Videk dalje ter prispe do potoka, ob katerem je sedel velik rak. Tudi ta ga je takoj povprašal: Kam tako hitiš, Videk? Kaj pa neseš pod pazduho? Tkanino za svojo srajčico, mu odgovori Videk. Ravno na pravega si naletel, reče rak. Brž mi jo daj, da ti jo prikrojim. Videk mu jo da in rak mu s svojimi velikimi škarjami prav lepo prireže volneno tkanino v srajčico. Tako, spregovori rak. Zdaj pa ni treba drugega, nego da ti mati prirezane kose sešije in srajčica je narejena. Joj, vzdihne Videk. Mati ne utegne, da bi mi skoraj srajčico sešila. Potrpeti mi bo treba, da pride zima. A komaj to spregovori, prileti ptiček, ki je v kljunu imel dolgo nit. Tako jo spusti na tkanino ter zapoje: Jaz ti srajčico sešijem. Prav pridno je začel ptiček šivati in preden se je deček dobro zavedel, je bila srajčica narejena. Ves iz sebe od veselja takoj obleče srajčico in ogledujoč se v potoku veselo zavpije: Oj, zdaj imam srajčico, lepo novo srajčico. Komaj čaka, da bi bil že doma. Bratci in sestrice so ga debelo gledali in se čudili lepi srajčici. Tako lepe, mehke in bele, še nobeden izmed njih ni videl, niti imel. Tako, konec dober, vse dobro. In Videk je dobil prečudovito belo srajčico. Skoraj da takšna je bila kot tale, a ne? Zelo sem vesela, da sem z vami podelila novo slovensko pravljico in to v takšnem čudovitem okolju, ker mi veselo pojejo ptički in me še bolj navdihujejo k branju. Če si želite slišati še kakšno drugo pravljico, predlagam, da se prijavite na moj knjižni kotiček in kmalu bom spet z vami prebirala nove pravljice. Do takrat pa se lepo imejte in se kmalu vidimo. Čau, čau!